Iz ljubljanskega studia 137, to je Kino Tožje. Zapišimo 14. marec kot 3.14, pa imamo začetek števila pi. Zato se takrat praznuje pijev dan. Pravi geek seveda počaka na 1.59 popoldan in mogoče ujame še 26 sekundo. O številu so vam pripovedovali, da deli obseg v primer kroga in da ima neskončno neurejenih decimalk. Pa so omenili, da je 14. marec rojstni dan Alberta Einsteina? Ali pa, da če gledate decimalke pri 762. mestu, najdete 6 zaporednih devetk? Naključje? Ne bi rekel. Pi je tudi prvenec Darrena Aronofskega, spoštovanega avtorja komaj 3 celovečercev. Drugi, Requiem za sanje, je najbrž najšokantnejši mamilerski izlet. Pi pa kar je prima matematični film. Naj spomnimo, to je poseben žanr z glavnim likom matematikom. Pi je psihotriler o briljantnem umu, ki, stisnjen z visoko kontrastno črno-belo sliko, prodre v našo glavo in potem noče ven. Restate my assumptions. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. Našli boste ljudi, ki bodo trdili, da je vse pomembno zapisano z matematiko. Povejte jim, da potem prav dosti še ne vedo. Vse življenje ni zgolj matematika. Junak Pija je svojega vendarle proda. V zameno pa bi rad podobno kot Faust poznal na svoje oči to, kar svet v tečajih drži, in to, kar ga giblje in kar ga obnavlja. I'm so close. Have you met the new fish my niece bought me? I named her Icarus, after you, my renegade pupil. You fly too high, you'll get burnt. Neverjetno, kakšno bombo je sestavila ekipa Aronofskega s $60,000. Preden pa pogledamo, kaj je nastalo iz 600-krat večjega proračuna, še ena matematična. Amor. Kaj je lepšega in obenem manj dojemljivega kot ljubezen? Pa so matematiki le poskušali odstraniti njene tančice, a kaj dlje od srčkastih krivulj niso prišli. Brško ne pridemo dlje že mi sami s kakšnim čutnim filmom. V Kinodvor prihaja Paris.Love Borisa Petkoviča, domačega filmarja z bosanskimi koreninami in francosko delavsko knjižico. Ne bomo rekli, da je boljši od Amélie, ker ni. Kot študentski film pa je hecen, kot je hecen junak, ki vodi filmofile po Parizu in peca bejbe z vročimi srajcami in hrinjenjem epileptičnega napada. So, on this street is where one of the most famous films in the history of cinema was shot. Upstairs in that apartment is where Jean Seberg, in the role of Patricia, denounces Jean-Paul Belmondo in the role of Michel Poicard in Jean-Luc Godard's very famous film Abu de Souffle. Have you all seen this film? ETV je ful dober, ne predstavljate si, koliko je dober ETV. Če bi lahko ETV izmerili s količino, da je to, ki je ful dober, je ETV verjetno še malo več, kar je veliko, če pogledamo recimo, koliko je dober kaj drugega. Recimo, mamini špageti so dobri tok in če primerjaš, koliko je to dober v razmerju, dobiš, da je ETV boljš. 3, 2, 1, action! What the fuck is a pigeon doing in the frame? Get the pigeon Get the fuck out of the shot, pigeon! Get in the shot. You must be cut out. There is no other choice. This is our only hope. Fucking Batman. And cut. Who said I wasn't gonna shoot Batman? All right. Zadnji film Darrena Aronofskega, The Fountain, je temeljito razdelil občinstvo. Za ene močan trip, Odiseja 2001 za nove generacije, za druge pa norčal in kvečemu Odiseja za telebane. Za Istoka Gartnerja pa celo zelo slab film, v katerem Aronofski oblepi znanstveno fantastiko z romantično dramo in gre iskat nič manj od nesmrtnosti.
Vsakdo lahko razpravlja o teh stvarih, prepričal pa nas je le malo kdo. In zakaj se ne bi Kubrick na novo rodil v Aronofskem? Fontano napaja glasba režiserjevega stalnega sodelavca Clinta Mansella in se strastno prepleta s slikovno pašo za oči. Kar se je dalo, se je naredilo brez računalnika in je mehansko in organsko, kar je izjemno glede na to, da gremo skozi zvezdno meglico prisostvovati supernovi. Zmoti pa nas del zgodbe. Nimamo problema z divjanjem po časovni premici, dvomimo pa, da lahko ljubezen med partnerjema vzdrži ločenost polovice tisočletja. Najbrž bi jo bilo bolje zamenjati s kakšnim krvnim razmerjem. Premislite. Medtem pa avtor končuje projekt The Wrestler, v katerem je Nicolasa Cagea na srečo zamenjal Mickey Rourke kot profesionalni rokoborec. Ta ameriški hec naj bi bil zdaj prvikrat prikazan spoštljivo in realistično. Seveda, komaj čakamo. Maru je pač najboljši frajer v mestu greha. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Nasvidenje do prihodnjič.